In iskriv in hiter pogovor, bi še tole vprašala. Jaz Monopoly poznam, ampak za tole igro Lingopoli pa še nisem slišala. To je v bistvu neka čista nova stvar na tržišču, ki pride kmalu ven. In sicer pripravili smo takele kartice za poučevanje tujih jezikov in za samo učenje in za vajo. Se pravi, mi podpiramo tudi, oziroma iz naših izkušenj izhaja, da se najlažje učimo preko igre, kadar smo nekako čustveno integrirani v to. Tako da smo v bistvu pripravili take slikice in napise in napisali 24 navodil za igre. Se pravi, lahko se igramo 24 različnih iger. Ni to zdaj samo ena, ki bi imela, ampak čiste neke kombinacije. Že vidim, tle je narisana ena gospa natakarica, ki prinaša gostom, tukaj so neke uteži, tenis in pa redient, gledališče, oder, neki pa čarovniška palca. Ključne so tele kartice, s katerimi tudi potem sestavljamo zgodbe, stavke, vadimo recimo. Mišičnjaka, pa džins. Pa damo to skupaj, pa ga najdemo kje oblečeno. Recimo, to zdaj kar nekaj, ampak vseeno. Super, domiselno. In tole je primerno za praktično vse, od otrok v vrtcu do starejših oseb, najbolj pa neka taka srednja populacija, ali pa osnovnošolci in odrasli. Ki se lahko skupaj poligramo. Še tole, da te vprašam, ki je pa kar pomembna za vse tiste, ki so starši, pa imajo malčke doma, pa tako in drugače vpeti v vzgojo in razvoj otroka. Kdaj je pametno vzpostaviti enega malčka tujemu jeziku? Jaz bi rekla čim prej. Predvsem, da posluša tuj jezik, da akumulira besede in potem sam nekako preko igre spontano tudi uponaša te besede in da je neko tako podporno okolje, kjer se veselimo in igramo in kjer je tuj jezik recimo nekaj cenjenega. Tako da jaz bi rekla, od 2 let naprej.